Gospod Sršen, torej nastopili ste 4-letni mandat novega predsednika uprave Telekoma Slovenije. Kaj je trenutno vaša glavna prioriteta? Ja, drži. Torej, jaz sem mandat nastopil pred enim tednom. Prvi delovni dan je bil 11. marec. Glede na to, kaj je pravzaprav se v družbi Telekom, za katero trdim, da je še vedno najboljši telekomunikacijski operater v Sloveniji, dogajalo v preteklem obdobju, da smo beležili, oziroma je Telekom beležil kar standarden upad prihodkov, bo primarna naloga seveda zaustaviti ta trend padanja prihodkov in pa seveda potem krivuljo obrniti navzgor. Hkrati pa ne pozabiti znotraj družbe z strokovnjaki, ki jih imamo, razvijati nove storitve, ker bo pravzaprav samo te substituti klasičnih storitev bodo lahko to krivuljo obrnili navzgor. Pravzaprav je korona čas, ki ga živimo že eno leto, predvsem pa delo od doma in pa šolanje na daljavo pokazalo tudi nekatere pomanjkljivosti v samem sistemu, torej v zmogljivosti vseh podpornih linij, če tako rečemo. Potrebno bo treba vlagati tako v mestih kot na podeželju v optično omrežje, tam, kjer ga seveda ni in kjer se seveda to na nek način tudi splača, to moramo iskreno povedati. Smo le gospodarska delniška družba, hkrati pa z ostalimi novimi tehnologijami to nadgrajevati. Torej, prenos podatkov je v zadnjem obdobju bil tako rekoč enormen, izjemno velik. Za stabilno poslovanje, predvsem gospodarstva, pa tudi fizike, če temu tako rečemo, bo treba v to tehnologijo vlagati več, pa hkrati skrbeti za varnost. Torej, prenos podatkov je občutljiva tema. Vsi si želimo kot uporabniki fizični, da to, kar pač na mobilnih telefonih oziroma računalnikih počnemo, da to počnemo varno. Eden od večjih projektov, predvsem finančno, pa je pridobitev frekvenc za novo generacijo mobilne telefonije 5G. Ja, glejte, Telekom Slovenije že razpolaga z posameznimi območji z 5G frekvencami. Ta trenutek je ocena, da pokrivamo pravzaprav približno 20% že slovenskega omrežja, seveda na tem fizičnem delu. Je pa potrebno vedeti, da je tehnologija 5G v prvi vrsti izjemno pomembna za gospodarstvo, za pravzaprav povezovanje med gospodarstvom kot takim. In v tem delu se pravzaprav je globalni trend, da se vsi telekomunikacijski operaterji pravzaprav poslužujejo te tehnologije. Je pravzaprav to podpora industriji 4.0, kasneje že tudi 5.0. Tako da, ja, kot rečeno, ta tehnologija se razvija, jo bomo razvijali, jo bomo uporabljali, izkoriščali v predvsem korist industrije in pa seveda tudi čist fizičnih oseb. Tehnologija, ki je nova, je pravzaprav namenjena našim poenostavitvam. Poenostavitvi življenja vsakega posameznika, pa seveda tudi po izboljšanju kakovosti posameznih storitev. Zdaj morda se sliši res zelo učeno pametna mesta, pravzaprav gre pa v začetku za male korake, kako ljudem približati dodatne informacije, kako te informacije v realnem času pridobiti in pa seveda tudi skozi ta pametna mesta širiti idejo, da se lahko različne veje gospodarstva, javnega in pa nejavnega življenja poslužujejo te tehnologije. V končni fazi Telekom že danes na področju e-zdravja zagotavlja izjemno veliko povezav, kar v praksi pomeni, da se uporabniki te storitve bistveno manj poslužujejo obiskov konkretno pri zdravniku. Te časi, te čakalne dobe se pravzaprav skrajšujejo in na veliko mest, od informacijskih portalov, glede prometa, glede ostalih podatkov, je pravzaprav to zelo velika platforma, ki omogoča izjemno veliko možnosti. Zdaj v tem delu pravzaprav pričakujemo ali pa si želimo sodelovanja z vsako lokalno skupnostjo, glede na to, da vemo, da v vsakem mestu je tudi drugačno znanje in v tem delu si seveda tudi mi prizadevamo najti partnerje na trgu, na slovenskem trgu, kjer bi lahko razvijali dodatne storitve za dodatne platforme in če v tem delu najdemo kakšno stično točko v Krškem, bom jaz prvi, ki bom zelo vesel. Nekaj ste povedali o svojih ciljih, o ciljih v vašem mandatu, ampak vseeno, kam boste peljali družbo Telekom Slovenije, kakšna je vaša vizija v teh 4 letih?
Torej, jaz bi želel poudariti, da ta trenutek moja ekipa še ni kompletna. Torej, gre za 5-člansko upravo, ta trenutek smo 3 plus delavska direktorica. V prihodnjih dneh upam, da nam uspe pravzaprav ekipo popolniti še z članico oziroma članom za področje financ in računovodstva. Potem bo seveda nekoliko zadeva lažja. Drugače pa, torej jaz si želim narediti Telekom in pa ekipa tako močan in pa stabilen, da bo pravzaprav ohranjal in pa nadgrajeval ugled, ki ga ima. Nič ne bo narobe, če na trgu morda najdemo še kako družbo, ki bi jo lahko pravzaprav z njo sodelovali. Torej govorim o nekih akvizicijah v sodelovanju s start-upi ali pa morda tudi z inštitutom Jožef Štefan, kjer je seveda tudi vrhunsko znanje doma. V vsakem primeru pa se je treba odzivati na potrebe uporabnikov, na globalne trende in pa ta trenutek je seveda cilj Telekom skupino ohranjati v celoti kot tako. Se pravi, jo ne prodajati. Vi veste, da je bilo v preteklosti en del hčerinskih družb prodanih, nič narobe. Pravzaprav si želimo tudi na tem delu cyber security-ja nekoliko več poudarka graditi okoli ene od hčerinskih družb in verjamem, da če bomo imeli 3 stebre, torej matično dejavnost kot tako, cyber security in pa čisto tehnološko naravnanost, da nam bo to uspelo. Ja, glejte, jaz sem se zdaj kar nekaj let vozil v Celje, zdaj se pač vozim v Ljubljano, moram reči, da čas vožnje je enak, čeprav gre za bistveno dlje. Drži, da je to nekoliko drugačno okolje, pa vendarle, če si zavezan delu, svojemu poslanstvu, če to delaš rad, je pravzaprav vseeno, kje delaš, ne. Se pa popolnoma zavedam, jaz tu živim, se vračam vsak dan nazaj, se pravi, se vozim gor in nazaj. Vedno sem se imel za lokal patriota, v tem delu se ne sme nič spremeniti, tako da sem pravzaprav vesel, ja, seveda lahko rečem tudi zase, ne, da sem bil pravzaprav prepoznan, pa tudi za vse ostale Posavce, kolege, kolegice, ki imajo neko pomembno vlogo izven Posavja, ker samo tako je lahko Posavje tudi močnejše. Sicer pa ste tudi predsednik nadzornega sveta Gen Energije in tudi član nadzornega sveta Infre. Ali vidite kakšne sinergije med temi družbami, tudi seveda s Telekomom Slovenije in s Posavjem? Izjemno veliko. Torej, Telekom, energetika, torej visoke tehnologije, pravzaprav vsi potrebujejo varno tehnološko ozadje. Sem prepričan, da teh sinergij je že z nekaterimi drugimi deležniki v elektropodročju. Telekom že sodeluje. Torej, jaz sem že dal nalogo, da se oblikuje delovna skupina, ki pravzaprav se poveže z vsemi pomembnimi gospodarskimi družbami tudi tu v Posavju, da vidimo, kaj lahko naredimo več in bolje tudi za Posavje in pa seveda tudi za interese Telekoma.